veliko veseljenje, da smo se zbrali v tolikšnem številu. Zavedam se, da je pred nami obdobje polno izzivov, ki bo terjalo vso našo energijo, znanje, inovativnost in samozavest. Prepričan pa sem, da nam bo to dalo še večjo moč za premagovanje ovir v prihodnosti. Prihaja nov čas. Spremembe v razmišljanju in novi pristopi so nujni za izboljšanje razmer, v katerih živimo. Pogled na vsakdanjem, na vsakem koraku, kamor pogledamo, ni prava pot. Treba je obnoviti moč starih vrednot in si zastaviti jasno vizijo, kaj želimo doseči. Zbornični sistem se mora reorganizirati in se prilagoditi novim okoliščam poslovalnega članstva. Obrtna zbornica Slovenije še naprej zagovarja pomembnost obrtno-podjetniškega zborničnega sistema kot reprezentativnega zastopnika obrti in malega gospodarstva. Leto pa je lahko učinkovito samo z urejenim in stabilnim financiranjem. Žal obstaja v Sloveniji lobiji, ki se ob spremembi obrtnega zakona močno prizadevajo, da bi za deregulacijo dejavnosti in obrtniških poklicev, z ukinitvijo obrtnega registra in podobnimi prijemi omajali glavnino obrtnih dejavnosti. Predstavljajte si, da bi lahko vsak, ki si bo le zaželel, brez poklicne in strokovne izobrazbe postal mizar, avtomehanik, vodovodar, električar, mesar in če želite tudi steklar. Kam bi nas to pripeljalo? Na tak način bi glavnina in kvaliteta poklicev tako rekoč s časoma izginila. Posledično pa bi izginila tudi obrtna zbornica. Zavedati se moramo, da je to cilj trenutne oblasti. Obrtnik pa bi ostal sam, brez kakršnekoli zaščite in brez svoje organizacije, ki bi ga zastopala in ščitila. Za primer, zanimo sosednjo Madžarsko. Ko so pred leti ukinili obvezno članstvo, je zamrla tudi zbornica, katere nikoli več niso uspeli sestaviti. Obrtniki pa so prišljani sami v sebe. Pri tem je vloga močnih obrtno-podjetniških zbornic izjemno pomembna. Le skupaj nam lahko uspe ohraniti sistem, ki so ga pred več kot 40 leti z vlastnim trudom in denarjem postavili obrtniki z namenom združevanja in zaščite interesov svojih članov. Premoremo ogromno znanja in strokovnosti, imamo izobražen kader in dolgoletne izkušnje na področju malega gospodarstva. Predvsem pa dobre produkte in storitve, zato v uspešno nadaljevanje seveda prenovljenega zborničnega sistema ne dvomim. Gledajte, gospod Sedica, jaz tako stalno resnico pučati. Doma mi žal na nijo ne pisti drugače. Ponavljajte za menoj! Ja, vse bom. Govoril bom resnico in samo resnico. Bom resnico, pa samo resnico. Tako, sedaj pa rezimirajmo stvar. Tak je najboljše, da lepo remiziramo stvar. Vi pul, jaz pul, pa gremo. Rezimiraj pa! Povzemimo stvar obtožnice. Torej, obtoženi. Tukaj vidim številke spisa 3639/33 poševnica 11. S tem se ne bomo zajebali. Ne, razveš. Da ste ne, 1.6. Tudi to ni pomembno. S kladivom močno udarili in poškodovali svojo sosedo Safeto Hadžiri Svanović ali Bekfedi Konjević. To je ona, ja? Ja, saj jaz sem tudi mislila. Možno se svinje. Če bi meni to naredil, jaz mu ne bi kuhala 1 mesec. Jaz mu pa ne bi 1 mesec ne kuhala in ne krala. Vidve ga še ne poznata. Se spomniš, Elica, ko si rekla, kako vroča jajca ima tvoj Mirko v postelji? Ja, pa saj ima. In ti, Štefica, ti si za tvojega Ivana tudi rekla, da ima vroča jajca? Še, hvala Bogu. No, ko pa sem jih jaz mojemu v postelji
potipala in ga vprašala, zakaj ima bolj mrzla jajca v 2 in 2, je pa zgorel. Že po prvem udarcu se mu